Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Marko Zupanc, direktor knjižnice Antona Tomaža Linharta v Radovljici. Najprej seveda lepo pozdravljeni. Ja, dober dan, lepo pozdravljeni. S 1.9. ste prevzeli mesto direktorja v knjižnici v Radovljici z odhodom Božene Kolman Finžgar v pokoj. In seveda, kako ste si zamislili, kakšen je vaš vidik vodenja knjižnice za naprej? Ja, zdaj Božena je zelo veliko naredila na področju bralne kulture. No, in tukaj en link ali pa povezava z osnovnimi šolami, z vrtci, z raznimi inštitucijami, ki se ukvarjajo tako ali pa drugače z knjigami ali pa z neko bralno kulturo, je zelo, zelo dobro vzpostavila, in to se mi zdi, da je to ena taka vez oziroma to področje, no, da je zelo, zelo pomembno bilo zanjo in je tudi seveda zame, in se mi zdi, da seveda stvari so vzpostavljene, tako da jih je treba predvsem vzdrževati oziroma iti v tej smeri naprej. Seveda so pa tudi področja, ki so izzivi, recimo kako bo knjižnica še naprej, katere smernice oziroma kam bo šla. Seveda zame trenutno je predvsem to, da nekako pogledamo zadeve, prereflektiramo, kaj delamo, kako delamo, na kakšen način delamo, in pa potem seveda bomo naprej potegnili neke smernice, ki se nam bojo zdele pomembne pa potrebne. V knjižnico Antona Tomaža Linharta pašejo tudi vse tiste enote, ki so bile tudi prej, tudi sedaj naprej. Knjižnica v Lescah, v Bohinjski Bistrici in pa v Gorjah. Ja, vse te knjižnice imajo vsaka svoje poslanstvo, in to se mi zdi je eno tako veliko bogastvo na tem območju, teh 4 občin. Zdaj, po eni strani so ene knjižnice nove, tako kot je recimo ta knjižnica v Radovljici, kot knjižnica na Bledu, to so popolnoma nove knjižnice, ki tudi imajo, predvsem zdaj govorim za Bled, eno tako, seveda se vzpostavlja neka struktura za tem centrom, ki je spodaj, z starejšimi in tako naprej. Seveda bo knjižnica dobila še eno posebno poslanstvo mogoče, Potem so pa knjižnice, seveda, ki so tudi manjše, recimo, zdaj imamo v mislih recimo tudi knjižnico v Bohinju, Stara Fužina. Tam smo se pred kratkim dogovorili, da bomo naredili posebno neko obliko knjižnice pravzaprav, Namreč, ker je zelo majhen kraj, knjižničar bo zelo malo prisoten tam, bo recimo samo da 2 ure na teden, pa vendar bo precej knjig, ki jih bomo dali ljudem na voljo, da jih lahko vzamejo, da jih lahko pogledajo 24/7. To se pravi, da bodo lahko kot neka, ne bomo rekli knjigobežnica, ampak izposojevalnica knjig, kjer bojo lahko ljudje, prišli, kadar bojo želeli, in bojo imeli dostopa do knjige. Poleg tega bo pa tudi knjižničar enkrat na teden tam pri njih. Tudi knjižnica v Lesceh trenutno je zaprta, zato ker se prenavlja. Bo notranja, oblika, knjižnica je že taka, kot je, ampak bomo malo prenovili prostore same, da bo bolj urejena v tem smislu, da bo en kotiček za otroke, mladino, pa tudi drugi za odrasle, pa obenem tudi, bo malo osvežena, bi rekel, Let je prebit in tako sedaj ostaja na vas in pa na vaših sodelavcih, kako boste pripravljali programe, nekaj za starejšo populacijo in nekaj tudi za mlade. Ja, sigurno, to je, vse imamo v mislih, to se pravi od nič pravzaprav da naprej do konca, za vse ljudi. Zdaj, moja prva faza, glede na to, da sem seveda na nek način nov tukaj, bodisi v okolju kot v tem kolektivu, je seveda nekega učenca, bi rekel, da se predvsem vidim, kako stvari so do zdaj šle, kako grejo. Veliko imamo nekih sestankov pa pogovorov z zaposlenimi zdaj v prvi fazi, zato da vidimo, katere zadeva, katera področja
pokrivajo, kako delajo, na kakšen način delajo. Tako, gremo eno refleksijo skozi, ne, da prevetrimo pravzaprav zadeve in probamo čim bolj ohraniti te, kjer so dobre, oziroma jih na nek način tudi probamo obogatiti. Zdaj imamo seveda za otroke, za mladino programe. Jaz imam kar nekaj idej tudi, kako bi mogoče še s kakšnimi novimi vsebinami obogatili te programe. Tudi recimo, ne vem, če damo čisto konkretno, naprimer, imamo za odrasle, prireditveni program, ampak v tem prireditvenem programu seveda je lahko tudi določene zadeve, kot so neke veščilnice, kjer ljudje tudi nekaj praktično delajo, neke delavnice in tako naprej. To smo razmišljali, če bi mogoče vključili tudi, razmišljamo o tem, recimo, če bi šli v neke tematske sklope, recimo, da je mesec posvečen recimo neki kulturni skupnosti, ali pa neki dejavnosti, recimo kot je filozofija, kot je naša stroka nekako razdeljena, neka psihološka vprašanja, neke te aktualnosti, ki so, se pravi, imamo veliko pravzaprav stvari nakazanih oziroma nekako usmerjenih, ampak bomo videli še. Boste videli, kako bo token dogodkov, kot pa sem vas razumela, bralna kultura pa ostaja, boste tudi vi brali in brali in brali. Absolutno, to je prva prioriteta in ta se ne bo, ko bi rekel, zmanjšala, sigurno ne, oziroma se pravim, kot sem rekel, nadaljujemo to, kar je dobra praksa, absolutno, in jo bomo poskušali nadgraditi z novimi vsebinami. Hvala za pogovor in uspešno vodenje knjižnice vam želim. Ja, hvala tudi vam.